Živjo in dobro jutro v temle čudovitem torkovem jutru ali za nekoga že dopoldnevu. Čas je za naše redno Facebook live druženje. Tlele imam eno, da si malo senčke naredim. Tlele imam eno, ni dobro. Tlele imam en kos tegale usnja, okrog katerega se bo v skoraj mesecu dni vrtelo kar veliko debat in tako naprej. Mnogi bodo ali pa bomo tudi nekaj od tega pogledali, nekaj tekem je bilo že za nami, ampak jaz danes ne mislim govoriti o tekmah, o fuzbalu in ne mislim komentirati tega, ampak imam v mislih, da potegnem eno paralelo, ki lahko veliko pomeni za marsikoga, ki razmišlja o tem, da bi nekaj počel, pa se ne upa. Ste gledali kakšno tekmo do zdaj? Če ste gledali kakšno tekmo do zdaj, dajte mi napisati v komentar, kaj ste gledali, katero tekmo ste gledali, kako vam je bilo všeč, kaj vam je bilo všeč, dajte kakšen lajkič, ali vam je fuzbal sploh všeč, ali vam ni. Ampak, tole usnje, ki se zdajle trajba tam po Rusiji na veliko, nam prinaša pravzaprav lahko eno fantastično sporočilo za vse tiste, ki bi radi nekaj počeli, karkoli, tudi če je to, da poskušate zaslužiti na internetu, pa se tega ne upate narediti. In jaz vem, da je mnogo takšnih. Mnogo je takšnih in sicer obstajajo strahovi in bojazni, zakaj tega ne delati. Vem, zakaj vem? Zato, ker se pogovarjam z ljudmi, zato, ker me ljudje kontaktirajo, mi pišejo. In velikokrat napišejo ali pa povejo, jaz bi se, ampak glej, tam je že toliko ljudi ali vas je toliko, ki to delate, ki to znate delati in tako naprej. In kaj, če mi je zdaj tam početi? Narobe! Zdaj pa dajmo pogledati najprej, kaj je tisto fantastično sporočilo, ki nam ga pravzaprav prinaša tole svetovno prvenstvo v žogobrcu. Torej, če ste gledali kakšno tekmo, ste videli, kaj pravzaprav je tisto osnovno sporočilo pravzaprav tega prvenstva, in sicer, da imajo favoriti grozovite probleme. Eni komaj izvlečejo neodločen rezultat, Nemci so celo od La Cucarache dobili po kepi in tako naprej. Zdaj pa, če se spomnim nekaj dolgih let nazaj, ko sem gledal kot mulo nogometna prvenstva, bodi si evropska, bodi si svetovna, to so bili rezultati, ko so bile tekme med favoriti in tako imenovanimi outsiderji, so bili rezultati po 5-0, 8-0 in tako naprej. Danes ni več tega možno narediti, praktično. Včasih zgubijo Brazilci, tako, enih 8-0, s kakšnimi Francozi, v kakšnem finalu, ali kaj že ti bilo, polfinale, se ne vem. Ampak dobro, to je čisti slučaj. Glej, ne gre. In zdaj, zakaj to več ne gre? Zato, ker so se ti outsiderji nekaj naučili. Ti outsiderji so rekli, favoriti malo morgen, ne boste vi kar stalno favoriti, bomo mi tudi špilali fuzbal. Kaj je razlog, da se fuzbal špila? Pustimo stati. Ampak, zakaj so zdaj kar naenkrat ti outsiderji tako dobri? Zato, ker so se naučili, zato, ker so začeli razmišljati, tako kot je bila ta zmagovalno razmišljanje teh favoritov, zato, ker so začeli delati tako, kot so začeli delati v tem nogometnem razvitem svetu, se pravi, imeli so kompleten support in tako naprej. In da so do tega prišli, a ste opazili eno čudno zadevo, da vse te tako imenovane, ne vse, ampak večina tako imenovanih outsiderskih držav ima trenerje, ki bi jim po našem žargonu, ki ga spremljamo na internetu, lahko rekli tudi
coache ali pa bi jim lahko rekli mentorji, so jih torej najeli iz tistih razvitih, nogometno razvitih držav oziroma iz nogometno razvitih klubov. Zakaj? Zato, da jim prinašajo svoje znanje in svoje izkušnje. In oni so zato pripravljeni seveda za te mentorje, tem mentorjem tudi lepo plačati za to, da jih naučijo, ker je to dejansko najhitrejši in najučinkovitejši način treninga, izobraževanja in vstopa v elitni razred. In tukaj je tisti catch, ki nam ga prinaša to nogometno, oziroma to sporočilo, ki nam ga prinaša to nogometno prvenstvo. Se pravi, da vsak, ki hoče, vsak, ki želi, lahko to tudi doseže, kar želi doseči. Lahko. In nikjer nobenih ovir ni, ne obstajajo, razen v eni zadevi so ovire. V lastni glavi. Če imaš v lastni glavi ovire, ne prideš nikamor. Če premagaš ovire v lastni glavi, potem so ti vsa vrata odprta. Dej mi en like, če se strinjaš, oziroma dej mi, ne vem, unga, ki grdo gleda, če se ne strinjaš. V glavnem, torej, fuzbal dokazuje, ta trenutno svetovno prvenstvo dokazuje, da so vsi napredovali in celo slabši napredujejo bolj kot boljši, ker imajo več manevrskega prostora, ker se lahko več naučijo, ker so njihove osnove nižje. In vsak, ki hoče od nas karkoli doseči, lahko doseže samo, če premaga ovire v lastni glavi in gre naprej. Seveda pomaga, zelo pomaga, če si najdeš mentorja, trenerja, coacha, karkoli že. Nekoga, ki to znanje, ki ga ti potrebuješ, ima. In to ti je najhitrejša in najcenejša pot do tega, da prideš do nekih uspehov. Zakaj zdaj to govorim? Nekateri, ki želijo nastopiti na internetu, pa vem, da jih je ogromno, ker spremljam to sceno tudi v Sloveniji, je čedalje več ljudi, ki bi radi prišli na internet in bi radi nekaj delali, pa tega ne znajo. In kaj lahko ti ponudijo vsebine na moji spletni strani, ki sem ti jo navedel link v opisu. Lahko te moje vsebine naučijo, kako postaviš spletno stran sam z najmanjšimi stroški. In zakaj moraš postaviti spletno stran sam? Zato, da jo imaš pod kontrolo. Ker si ne moreš privoščiti, da v tem hitrem času, ki se nam dogaja, da čakaš nekoga drugega, da ti bo spletno stran posodobil, dodal vsebine, dodal videofilme, dodal fotografije na tvojo spletno stran. Ne moreš čakati, ker boš zamudil. Naučil se boš, kako uporabljati autoresponder in kako graditi svojo lastno bazo potencialnih strank. To je ta drugi najpomembnejši element v spletnem marketingu. Spletna stran in baza strank. In te stvari najdeš vse na moji spletni strani. Lahko pogledaš, katera orodja uporabljam jaz sam, za katera orodja sem prepričan, da so dobra, učinkovita in so tudi cenovno zelo ugodna. Potem naučiš se potem lahko avtomatizirati določena opravila. In vsa ta znanja uporabljajo, oziroma vsa ta orodja uporabljajo tudi tisti, ki so v špici trenutno. In s temi znanji jih začneš lahko loviti in se lahko priključiš in lahko narediš svoj posel. In ne pozabi še nekaj. Vsi smo unikatni. Ok? Nihče ne more biti nekdo drug. Lahko samo uporabljamo svoje orodja, naredimo svoje spletne strani, zgradimo svojo bazo kontaktov, bom mogel nehati, ker se mi že malo zapleta, in
unesemo sami sebe in isto delajo, poglejte malo, na fuzbalu. Jemljejo znanje in izkušnje iz razvitega nogometnega sveta in ga kombinirajo z svojimi specifikami. Ne more en Brazilc igrati fuzbala tako kot Nemec. Ne more. In isto ne moreš ti kopirati nekoga, ki je tam, kjer je, in reči, bom dosegel iste rezultate, ker jih ne boš. Lahko se mu približaš, ne boš pa dosegel istih rezultatov. Zato moraš postati sam, ampak uporabljati svoje orodja, zgraditi svoj posel in če je to zaslužek na internetu, na koncu tudi zaslužiti. Zdaj pa, kdo se upa napovedati novega svetovnega prvaka? Če imaš favorita, upiš ga v komentar od spodaj, pa da se malo hecamo. Zaenkrat pa zaključimo današnjo zgodbico, imejte se krasno, pejte pogledati na mojo spletno stran www.fotkar.com in si poglejte, kaj tam najdete. Imejte se skrajno. Čau, čau.